Ko se je rimsko cesarstvo širilo, niso le vojaki, trgovina in jezik prodirali v različne dežele. Skupaj z njimi so potovala tudi številna prepričanja in religije. Ena izmed teh je bila skrivna družba, ki je častila boga Mitrasa. V majhnih in temnih templjih so se člani te skupnosti zbirali, da bi izvajali obrede, ki jih niso razkrivali javnosti. Pravzaprav niso našli nobene popolne svete knjige, ki bi pojasnjevala njihova prepričanja. Večina tega, kar vedo zgodovinarji, izhaja le iz ruševin templjev, napisov, kipov in slik, ki so jih pustili privrženci. Zaradi tega je veliko delov Mitrasove religije težko natančno rekonstruirati. Jasni dokazi o čaščenju Mitre so se pojavili v Rimskem imperiju v pozni 1. stoletju našega štetja. Do 2. in 3. stoletje našega štetja so se njegovi templji že nahajali v oddaljenih delih imperija. Najdena so bila tudi mesta čaščenja v Britaniji, na severu do Sirije, na vzhodu. Veliko njegovih privržencev so bili vojaki, uradniki, trgovci in drugi moški, ki so pogosto potovali po različnih delih Rimskega imperija. Mitras je običajno upodobljen kot mladenič, oblečen v oblačila vzhodnjaškega sloga. Nosi hlače in mehko kapo, imenovano frigijska kapa. Na najbolj znani upodobitvi Mitras kleči na hrbtu bika, medtem ko ga zabada v vrat. Okoli njega so upodobljeni pes, kača in škorpijon. Ta podoba se danes imenuje tauroktonija in skoraj vsak Mitrasov tempelj ima svojo različico tega prizora. Pravzaprav to ni le preprost prizor lova ali ubijanja živali, najverjetneje ima ta prizor globlji pomen, povezan z redom sveta, neba, življenja in smrti. Ker pa ni ostalo nobene popolne razlage ze strani samih privržencev, raziskovalci še naprej preučujejo pravi pomen te podobe. Naj dodam še, da sta rimski bog Mitras in starejši bog Mitra različna, čeprav sta njuni imeni povezani. Tisoče let preden se je pojavilo Mitrasovo združenje v Rimu, je bilo ime Mitras že znano v starodavnih tradicijah Indije in Irana. V starih verovanjih Irana je bil Mitra povezan s pogodbami, obljubami, zvestobo, svetlobo in redom. Verjeli so, da pazi na ljudi, ki držijo svojo besedo, kaznuje pa tiste, ki prekršijo svojo obljubo. Kljub temu pa tukaj Rimljani so prevzeli ime Mitras zaradi vpliva in starejših tradicij. Kljub temu pa je religija, ki se je razvila v Rimskem imperiju, imela svoje lastne templje, simbole, stopnje članstva in načine čaščenja. V začetku 20. stoletja zgodovinar Franz Komont je predstavil idejo, da je bilo rimsko čaščenje Mitrasa skoraj neposredno preneseno iz Perzije v Rimski imperij. Po tem pogledu to so morda razširili rimski vojaki, ki so se vračali iz vojaških pohodov na vzhodu. Komontova razlaga je imela velik vpliv. Toda z večjim številom arheoloških odkritij so kasnejši raziskovalci ugotovili, da je izvor te religije veliko bolj zapleten. Res je, da ima Mitrasovo ime in podoba očiten iranski vpliv, vendar pa se je veliko glavnih ritualov in simbolov rimske skupnosti pojavilo šele znotraj njihove lastne kulture. To pomeni, da je danes bolj jasno, da je kult Mitrasa nova religija, ki se je oblikovala šele znotraj Rimskega imperija. Hkrati s širjenjem Mitrasove skupnosti se je širilo tudi krščanstvo. Oba sta se začela kot majhni verski skupnosti znotraj imperija, polnega različnih bogov in verovanj. Ker sta obstajala istočasno, ju pogosto primerjajo vse do danes. Obstajajo zgodbe, ki pravijo, da sta se oba rodila 25. decembra. Mitras in Jezus naj bi se oba rodila iz device in oba naj bi imela 12 učencev. Toda v preostalih kipih, napisih in templjih Mitrasa ni jasno dokazov, ki bi kazali na takšno zgodbo o njegovem življenju. Namesto tega umetnost običajno prikazuje Mitrasa, kako izhaja iz kamna. Prav tako ni bilo najdenih zgodb o njegovih 12 učenci. Namreč figure, ki so z njim na slikah, so običajno Sinakautes in Kautopates. To sta dve osebi, ki držita baklo in lahko predstavljata sončni vzhod in zahod ali nasprotne sile, svetlobe in teme. Prava zgodba o Mitrasu ni preprosta kopija zgodbe o Jezusu. Namesto tega je pomembneje, da se osredotočimo na to, kako so njegovi privrženci oblikovali organizirano skupnost, zakaj je bila ta privlačna za rimske vojake in kaj so počeli v svojih templjih, ki so bili skriti pod zemljo.
Da bi odgovorili na ta vprašanja, moramo vstopiti prav na kraj, kjer so se zbirali privrženci Mitrasa, v njihov ozek, temen in jamski tempelj, imenovan Mitrej. Mitrej ni običajen tempelj s širokimi dvoranami in visokimi stebri. Pogosto je to ozka in podolgovata soba, zgrajena pod zemljo ali preurejena tako, da spominja na jamo. Običajno ima dve dolgi klopi na obeh straneh in prehod na sredini. Večina mitrejev je majhnih. Zaradi tega je bilo omejeno tudi število moških, ki so se lahko zbrali v notranjosti. Vsaka skupina je imela svoje tesno povezano društvo, namesto ene velike kongregacije, ki bi jo vodili iz enega samega središča. Na koncu sobe je bila podoba Mitre, ki ubija bika. Ta podoba je bila obrnjena proti članom, ki so sedeli na obeh straneh. Na ta način se je zdelo, kot da je Mitra prisoten na srečanju in Kamasit, medtem ko so njegovi privrženci obedovali skupaj. Skupno obedovanje je bilo pomembno v njihovem bogoslužju. Našli so živalske kosti, posode, krožnike, kuhališča in druge pripomočke za prehranjevanje v nekaterih mitrejih. Ti dokazi kažejo, da so člani pripravljali in skupaj uživali hrano kot del svojih dejavnosti. Verski obrok je bil v rimskem svetu običajen. Različne religije so uporabljale hrano za krepitev vezi med člani in za prikaz njihove povezanosti z Bogom. Zaradi tega ni dovolj, da bi podobnost nekaterih jedi ali simbolov pomenila, da je ena religija kopirala drugo. V prvih stoletjih krščanstva so nekateri krščanski pisci primerjali obrok privržencev Mitre s kruhom in vinom, ki so jo uporabljali kristjani. Vendar je znanje o natančni molitvi, pomenu in načinu izvajanja mitrajske pojedine omejeno. Jasno je le iz arheologije, da je bilo skupno obedovanje pomembno. V njihovi skupnosti težje je razložiti podobo na koncu templja. Na tauroktoniji Mitra kleči za bikom, medtem ko mu vleče glavo navzgor in zabada nož v vrat. Pogosto je zraven pes, ki se približuje rani, in kača, ki leze spodaj, škorpijon, ki je na delu bikovega telesa, in krokar, ki opazuje prizor. V drugih različicah so vidni tudi sonce, luna in zvezde. Ni arheoloških dokazov, da bi člani v Mitreju redno ubijali prave bike. Večina teh templjev je tudi premajhna za takšno dejavnost. Uboj bika je verjetno bolj prikaz pomembne verske zgodbe ali simbola. Celotna zgodba v ozadju tauroktonije ni več znana, saj niso našli popolnega zapisa, ki bi ga napisali sledilci Mitre. Zato zgodovinarji preučujejo položaj vsake živali, simboli okolij in postavitev samega templja. Nekateri raziskovalci so opazili povezavo z astronomijo in astrologijo. Astronomija je preučevanje stvari v vesolju, medtem ko je astrologija starodavno prepričanje, da gibanje zvezd in planetov vpliva na človeško življenje. V nekaterih mitrejih so vidni 12 zodiakalnih znamenj planeti in druge podobe neba. V Mitreju 7 sfer v Ostiji, starodavnem pristaniškem mestu blizu Rima, so simbole zodiaka in planetov postavili na tla in obsedeže. Zaradi tega so nekateri sledilci morda Mitrej obravnavali kot majhno podobo vesolja. Vstop v temen tempelj in sodelovanje v njihovih ritualih je lahko simboliziral potovanje duše skozi različne dele neba. To je pomembna razlaga, ki jo preučujejo učenjaki, vendar prvotnega pomena ni več mogoče v celoti povrniti. Prav tako se ni mogel kar vsak moški preprosto pridružiti in se imenovati sledilec Mitre. Najprej je moral opraviti iniciacijo oziroma sprejemni ritual, da je postal član. Potem je lahko napredoval skozi različne stopnje znotraj združenja. Po starodavnih zapisih in mozaikih najdenih v Ostiji je bilo 7 stopenj povezanih s čaščenjem Mitre. Član začne kot krokar, nato sledi ženin, vojak, lev, perzijec, tekač sonca in najvišja stopnja imenovana oče. Vsaka stopnja ima svoj simbol. Lahko je povezana tudi z oblačili, nalogami, preizkušnjami in rituali. Krokar, na primer, lahko pomaga pri opravilih skupine. Lev pa je pomembna stopnja za člane, ki so že bolj dejavni v svoji verski skupnosti. Oče je glavni vodja lokalnega Mitreja. To ne pomeni, da obstaja en sam oče, ki vodi vse privržence v celotnem rimskem imperiju. Vsaka manjša skupina je lahko imela svoje vodstvo in svoj prostor za čaščenje.
Ni gotovo, ali je bilo 7 stopenj povsod enakih. Najbolj jasni dokazi za to so v Italiji in v nekaterih delih imperija. Možno je, da so se rituali in organizacija razlikovali glede na mesto, čas in lokalno skupino. Na napisih, ki so jih pustili člani, so običajno vidna samo moška imena. Zaradi tega se rimsko čaščenje Mitre pogosto šteje za združenje, ki ga sestavljajo predvsem moški. Še vedno potekajo raziskave o možni vlogi žensk v okolici teh skupnosti, vendar pa za zdaj ni trdnih dokazov, da bi tudi one prestale enake stopnje. Religija je bila močno prisotna v rimski vojski. Veliko mitrejev in napisov so našli v bližini taborov in meja imperija. Vojak je lahko bil premeščen iz Sirije v Nemčijo ali z Donave v Britanijo. S premestitvijo vojakov so prenašali tudi svoja prepričanja in bratovščine. Na novih krajih je bila vojakom lahko privlačna osredotočenost skupine na zvestobo, disciplino, pogum, bratstvo in jasna hierarhija. Te lastnosti so pomembne v vojaškem življenju, ker mora vsak vojak zaupati svojim tovarišem. Toda niso se pridružili samo vojaki. Obstajajo napisi, ki izvirajo od vladnih uradnikov, trgovcev, delavcev in sužnjev. To kaže, da je čaščenje Mitre doseglo različne dele rimske družbe, vendar pa družbeni razred ni bil samodejno izbrisan v Mitreju. Rimska družba je bila strogo razdeljena med bogate, revne, uradnike, vojake, svobodne državljane in sužnje. Moški iz različnih slojev so lahko delili isto vero. Vendar je verjetno, da je njihov položaj še naprej vplival na njihove naloge in moč znotraj skupine. Neposrednih dokazov je malo. Glede preizkusov, ki jih je bilo treba prestati za napredovanje v vsakem razredu, obstaja nekaj starih slik in izjav, ki lahko nakazujejo na vzdržljivost. Nošenje posebnih oblačil, upoštevanje ukazov ali simbolični preizkusi. Vendar pa ni dovolj dokazov, da bi lahko sestavili natančen seznam njihovih ritualov. Namenoma najpomembnejših delov iniciacije niso razkrivali ne članom. Od tod tudi izraz misterijska religija. V starodavni uporabi besede skrivnost se nanaša na rituale in znanje, ki so ga posredovali le ljudem sprejetim v skupino. Obstoj religije ni pomenil skrivnosti za celotno družbo. Rimljani so vedeli, da obstajajo častilci Mitre. Mitreji so bili v hišah, stanovanjskih kompleksih, vojaških bazah, javnih kopališčih in drugih krajih, ki so bili del vsakdanjega življenja v mestih. Eden od odkritih templjev je v Karakalovih kopeljih, velikem kompleksu javnih kopališč v Rimu. Obstajajo tudi Mitreji, ki so skriti. Našli so jih pod stavbami in domovi v Ostiji. Tako da čeprav so bili nekateri obredi zasebni, članom ni bilo treba živeti kot skupina, ki se nenehno skriva pred oblastmi. Pravzaprav so bili ti majhni templji del same rimske družbe. Člani so sodelovali v vojski, poslu, vladi in vsakodnevnem delu. Šele ko pridejo v Mitrej, se njihov odnos spremeni. V temni sobi niso več samo vojaki, trgovci, uradniki ali delavci. So tudi člani združenja z lastno hrano, hierarhijo, simboli in rituali, ki jih tisti zunaj ne razumejo popolnoma. Ker so bili člani del vsakdanjega življenja v Rimu, so njihovi sosedje verjetno vedeli, da se moški zbirajo v Mitreju. Tisto, kar je bilo skrivnost, ni bil obstoj združenja, temveč pomen ritualov in preizkušnje, ki so bile namenjene le sprejetim članom. V istem obdobju se je krščanstvo še naprej širilo. Ker sta obe veri istočasno obstajali v rimskem imperiju, je nastalo veliko zgodb, da naj bi bila življenja Mitre in Jezusa skoraj enaka. Vendar se pojavi drugačna slika, če preučimo preostale starodavne dokaze. V krščanski tradiciji Evangelija po Mateju in Luku opisujeta rojstvo Jezusa iz Marije. V umetnosti čaščenja Mitre vidimo drugačen prizor. Mitra je običajno prikazan, kako izhaja iz skale, medtem ko drži baklo in bodalo. To imenujejo rojstvo iz skale, vendar ni ohranjene nobene popolne zgodbe, ki bi pojasnila, kako so to razumeli njegovi sledilci. Prav tako ni nobene starodavne podobe ali napisa, ki bi kazala, da ima Mitra 12 učencev. 12 likov, ki jih včasih povezujejo z njim, so običajno simboli zodiaka. Ti so bolj povezani z nebom in astrologijo, kot pa skupino učencev, kot jih najdemo v Jezusu.
Tudi arheološki dokazi ne kažejo zgodbe, da bi bil Mitra križan, umrl in vstal od mrtvih po 3 dneh ali da bi ga obiskali modreci z zlatom, kadilom in miro. Ni en sam znan starodavni mitrajski vir, ne vsebuje teh podrobnosti. Veliko teh primerjav se je pojavilo šele v knjigah, izdanih v 18. in 19. stoletju. Nekateri pisci so takrat naredili obsežne primerjave med različnimi religijami, vendar niso vedno pokazali, odkud so dobili svoje informacije. Kasnejše knjige in sodobni videoposnetki so te trditve ponavljali, zaradi česar so se zdele del resnične zgodovine, čeprav jih ni v ohranjenih artefaktih in starodavnih zapisih. Zadeva glede 25. decembra pa je bolj zapletena. V 3. stoletju našega štetja je v Rimu postalo pomembno čaščenje Sol Invictusa oziroma nepremaganega sonca. Mitra je bil prav tako povezan s soncem in je bil v nekaterih napisih imenovan Deo Sol Invictus Mitras, kar pomeni, da je Mitra izpostavljen kot nepremagani bog sonca. Zaradi tega pogosto domnevajo, da so tudi rojstvo Mitre praznovali 25. decembra. Vendar ni ohranjenega mitrajskega koledarja ali jasnega napisa, ki bi neposredno navajal, da je to njegov rojstni dan. 25. december se kot datum Jezusovega rojstva pojavi v krščanskih zapisih šele v 4. stoletju. Zgodovinarji se še vedno prepirajo o tem, kako je bil ta dan pravzaprav izbran. Morda so nanj vplivala rimska sončna praznovanja, vendar obstaja tudi razlaga, da datum izhaja iz lastnih izračunov nekaterih zgodnjih kristjanov glede dneva spočetja in smrti Jezusa. Zato sovpadanje tradicij na isti datum ni zadosten dokaz, da bi Jezus in Mitra izhajala iz iste zgodbe. Bolj kaže na to, kako so različne verske skupnosti v Rimskem imperiju uporabljale znana obdobja, simbolov in praznovanj za izražanje lastnega prepričanja. Še vedno obstajajo nekatere resnične podobnosti v načinu zbiranja obeh skupin. Obe skupini se srečujeta v stavbah, ki niso vedno videti kot veliki templji. Obe skupini sta uporabljali skupne obroke za krepitev vezi v svoji skupnosti. Toda pa takšna dejavnost ni edinstvena za krščanstvo in čaščenje Mitre. Verski obroki so bili v rimskem svetu nekaj običajnega. Številne skupine, družine in kulti so skupaj obedovali kot del darovanja, spominjanja in povezovanja s svojim bogom. Hrana je imela tudi različen pomen. Za kristjane je Evharistija povezana z zadnjo večerjo, smrtjo in Jezusovo žrtvijo. Pri čaščenju Mitre se zdi, da obredni obrok posnema gostijo Mitre in Savla, kot je prikazano na nekaterih slikah po uboju bika. Čeprav je v obeh primerih prisotna hrana, sta zgodba in verski pomen, ki jo obdajata, različna. Sočasno sobivanje različnih religij je bilo mogoče opaziti v Dura Europosu. To je bilo rimsko garnizijsko mesto ob reki Evfrat na območju današnje Sirije. V mestu so našli Mitrej sinagogo in stavbo, ki jo je uporabljala krščanska skupnost. To mesto kaže, da lahko skupine z različnimi prepričanji živijo v bližini druga druge v rimskem mestu. To pa ne pomeni, so bili njihovi odnosi vedno mirni. Nekateri starodavni krščanski pisci so na obrede Mitre gledali kot na dejanja zlih duhov. Za pisce, kot sta Justin Mučenik in Tertuljan, podobnost nekaterih praks ni pomenila skupnega izvora. Verjeli so, da sovražniki njihove vere posnemajo krščanske obrede, da bi zavedli ljudi. Ko je krščanstvo postajalo močnejše, je bil v nekaterih krajih spor vse bolj očiten. Obstajajo podobe Mitre, ki so bile uničene, kipi, ki so bili razbiti in templji, ki so bili zapuščeni ali zakopani. Vendar pa niso vsi Mitreji propadli iz istega razloga. Nekateri so bili morda namerno uničeni, medtem ko so drugi morda preprosto izgubili člane, bili zapuščeni ali uporabljeni v druge namene. Pod cerkvijo Svete Priske v Rimu so našli Mitrejon, ki je bil nasilno uničen okoli leta 400 noten. Arheologi domnevajo, da so bili v njegovo uničenje morda vpleteni kristjani, preden je bil prostor uporabljen za cerkev. V Havarteju, kraju v današnji Siriji, so Mitrejon odkrili pod ruševinami ene krščanske cerkve. Na nekdanjem templju so vidne sledi sprememb in poškodb, vendar je treba biti previden pri sklepanju, kaj se je točno zgodilo, ker arheološki dokazi niso več popolni. Jasno je, da se je uporaba prostora spremenila, ko je krščanstvo v regiji postajalo vse močnejše. Do 4. stoletja se je začela spreminjati celotna verska podoba rimskega imperija. Leta 313. šteto sta cesarja Konstantin in Licini dala krščanstvu pravno zaščito.
V naslednjih desetletjih se je podpora imperija krščanski cerkvi okrepila, medtem ko je nekdanji sistem javnega čaščenja številnih rimskih bogov postopoma slabel. Čaščenje Mitre ni tako izginilo. Še vedno so obstajali člani te vere, vključno z nekaterimi bogatimi Rimljani, vse do poznega 4. stoletja. Vendar je bilo zgrajenih vse manj novih Mitrejev, medtem ko je bilo vse več starih templjev zapuščenih, zaprtih ali spremenjenih v druge namene. Velika težava za skupnost je bila tudi način organizacije. Vsak mitrej je bil majhen in lokalen, ni imel enotnega osrednjega vodje, široke mreže škofov ali organizacije, ki bi lahko upravljala vse člane v različnih delih imperija. Prav tako, mitrejsko čaščenje običajno ni zahtevalo, da bi člani zavrnili druge rimske bogove. Sledilec Mitre je še vedno lahko sodeloval v drugih javnih rimskih obredih. Krščanstvo je ubralo drugačno pot. Kristjani so oblikovali širšo in bolj jasno organizirano skupnost z vodstvom, svetimi spisi in skupnostmi, ki so vključevale moške, ženske in otroke, bogate, revne, svobodne in sužnje. Ko je podpora imperija rasla, je postajalo vse težje za majhne in izključujoče skupine Mitre ohraniti svojo nekdanjo moč. Do konca 4. stoletja so krščanski cesarji uvedli strožje zakone proti tradicionalnim poganskim žrtvovanjem in templjem. Ni bilo prizadeto le čaščenje Mitre, tudi številne druge nekdanje religije rimskega imperija so oslabela ali se spremenila. Do 5. stoletja skoraj da ni več jasnih dokazov o aktivnih mitrejih, toda preden je skupnost popolnoma izginila, je za seboj pustila stotine templjev, kipov, mozaikov, napisov in slik, zakopanih pod mesti rimskega imperija. Te grobnice se še naprej uporabljajo za iskanje odgovorov na najtežja vprašanja. Kaj je pravzaprav obljubljala Mitrova religija moškim, ki so bili pripravljeni prestati njene skrivne stopnje? Ne moremo več z gotovostjo vedeti, kaj točno je Mitrova religija obljubljala svojim pripadnikom. Nič ni ostalo od svetih knjig, pridig ali popolnih razlag njenih privržencev. Podobe neba in prehajanja skozi različne stopnje so morda povezane s potovanjem duše, božjo zaščito ali upanjem na življenje po smrti. Vendar obljube niso bile dovolj. Da bi izvedeli natančen odgovor, arheologija bolj jasno razkriva, kaj se je zgodilo z Mitreji samimi. Do 4. stoletja postopoma se je zmanjševalo število aktivnih templjev. To se ni zgodilo hkrati po celotnem rimskem imperiju. Nekateri Mitreji so se še naprej uporabljali, nekateri so bili uničeni, pri nekaterih pa so opremo pustili v dobrem stanju. To različno stanje kaže, da ni bilo enega samega dogodka, ki bi nenadoma izbrisal čaščenje Mitre. Velik vpliv je imel prehod v rimski vladi. Po obdobju cesarja Konstantina je krščanstvo dobilo močne podpornike znotraj cesarske vlade. Krščanska cerkev je pridobila denar, zemljo, zakonito zaščito in vpliv, ki mu manjše mitrajske skupine niso mogle konkurirati. Hkrati so nekateri nekdanji privrženci Mitre verjetno prešli k krščanstvu. Ko se je število kristjanov v mestih povečevalo, vojaške enote in vladni uradi, se je zmanjšalo število moških pripravljenih vstopiti in vzdrževati Mitrej. Pomembno je tudi dogajanje na mejah imperija. Številni Mitrovi templji so bili zgrajeni v bližini vojaških taborov in obmejnih naselij. Ob koncu 4. in v začetku 5. stoletja so ta območja doživela vojne, selitve prebivalstva, spremembe v vojaški razporeditvi in prihod različnih skupin na ozemlje imperija. Ko je bila vojaška enota premaknjena ali razpuščena, so izginili tudi moški, ki so financirali in uporabljali lokalni Mitrej. Nekateri templji so bili morda uničeni med napadi, drugi so bili preprosto zapuščeni, ko je izginila skupnost, ki jih je upravljala. Dolgotrajna vojna Rima proti perzijskim imperijem je morda prav tako vplivala, kajti Perzija je izvor oblačil. In imena Mitra je bila takšna podoba za nekatere Rimljane v času napetosti na vzhodni meji morda manj privlačna. Kljub temu pa ni dovolj dokazov, ki bi kazali, da je to glavni razlog za propad religije. Obstajajo tudi Mitrajevi templji, ki so bili najdeni skoraj nedotaknjeni in brez jasnih znakov nasilnega uničenja. Na nekaterih mestih so očitno očistili sobo, zaprli vhod in preprosto zapustili tempelj. Morda so člani izgubili zanimanje, prestopili v drugo vero ali pa niso našli nove generacije, ki bi nadaljevala skupino. Ta podrobnost je pomembna, saj kaže, da niso vse nekdanje religije v rimskem imperiju izginile zaradi množičnega preganjanja. V nekaterih mestih je prišlo do uničenja, drugje se je družba preprosto spremenila, dokler majhne skupnosti niso več mogle preživeti.
Svet, ki je podpiral čaščenje Mitre, je postopoma izginil. Rimska vojska se je spremenila, nekatere mejne skupnosti so oslabele. Krščanstvo je postalo močnejše, izgubili so podporo bogatih pokroviteljev, število novih članov se je zmanjšalo, nekdanja mreža majhnih templjev je eden za drugim prenehala delovati. V začetku 5. stoletja skoraj da ni več trdnih dokazov o aktivnem čaščenju Mitre. Skrivna razlaga njihovih podob in ritualov se prav tako ni več prenašala na naslednje generacije. Znanje, ki je bilo namenjeno samo članom, je prav tako popolnoma izginilo, ko je njihova skupnost prenehala obstajati. Tukaj lahko vidimo veliko razliko med čaščenjem Mitre in krščanstvom. Krščanstvo je za seboj pustilo veliko spisov, organizirano vodstvo in skupnosti, ki so se nadaljevale v različnih regijah. Čaščenje Mitre se je zanašalo na majhne skupine, ki so znanje prenašale preko osebne iniciacije in skrivnih ritualov. Ko so te povezave prenehale, skoraj ni bilo več načina, da bi rekonstruirali njihov celoten sistem verovanj. Ostale so le podzemne sobe, imena vklesana v kamen in ponavljajoče se podobe Boga, ki ubija bika. Ostanki ne dokazujejo, da je Mitra izvor zgodbe o Jezusu. Še pomembneje pa je, kaj to pove o rimskem imperiju, družbi z mnogimi religijami, ki so sobivale hkrati. Nekatere kulturne običaje so si izmenjevali, pridobivali so si privržence in se odzivali na velike spremembe v vladi in družbi. Več stoletij je skupnost Mitre nudila bratstvo, identiteto in versko izkušnjo moškim, ki so živeli v različnih delih imperija. Toda ko je izginil svet, ki ga je ohranjal, so izginili tudi glasovi, ki bi lahko pojasnili pomen njihovih skrivnosti. Zato največja skrivnost o Mitri ni, ali ga je krščanstvo kopiralo. Prava uganka je, kako je nekoč razširjena religija skoraj popolnoma izginila, ne da bi za seboj pustila lastno zgodbo. In koliko verovanj iz antičnega sveta je morda prav tako za vedno izginilo na enak način.